Pozdravljeni gledalci Ljubljana TV, nahajamo se tukaj v plezalnem centru Ljubljana v Štepcu. Z mano je Matjaž Jeran, direktor tega plezalnega centra. Matjaž, dober dan. In prvo vprašanje, a se že čuti efekt Janja Garnbret? Lep pozdrav vsem skupaj. Definitivno Janja Garnbret efekt se čuti že zadnjih par let. Zlati efekt Janje Garnbret se pa tudi že čuti. Veliko ljudi si želi poskusiti plezanje, tako da imamo zlato in imamo naval. Tukaj je prazna stena, v ta trenutek je bilo mnogo otrok, brez skrbi. Kakšen je povprečen obiskovalec tega plezalnega centra? A lahko jaz kot niko ništa, ki nikoli še ni plezal, tukaj pridem in me boste ustrezno usmerjali, ali je bolj mišljeno kot bolj izkušene, ali kako? Zdaj imamo obiskovalce vseh starosti, od 3 let do 80-letnikov. Največ je ogromno otrok, 350 otrok imamo v plezalni šoli. Zelo veliko je študentov, pa tam do recimo 50-55 let starih obiskovalcev. V glavnem gre za obiskovalce, ki so bodisi v naši plezalni šoli, ki imamo za vse starosti, od 3-letnikov pa do starostnikov, penzionistov. Drugače pa imamo tudi ogromno, recimo nekih 100, včasih tudi 200 samostojnih obiskovalcev na dan, vendar pač te pa morajo znati zase za varnost poskrbeti. Ta stena, ki je v zadju, je visoka 15,5 metrov, noter imamo pa stene visoke do 17 metrov in na teh stenah moraš dobro vedeti, kako se varno pripraviti in ti in tvoj soplezalec, tako da tisti, ki znajo to, pridejo samostojno. Za takšne, kot pa si prej rekel, si želiš poskusiti plezati, je pa treba se prej najaviti na naš infomail, povedati, kdaj bi si želel poskusiti in mi uredimo voditelja, ki te strokovno pripravi, poduči in ti da to svojo vrstno izkušnjo prvič plezati na visoki steni. Zdaj mislim, da ko je cela Slovenija spremljala Janjo, smo vsi nekako postali kavč strokovnjaki, verjetno, nekako za to. In vsi vemo, da letos na olimpijskih smo imeli tisto hitrostno, pa balvansko, pa težavnostno plezanje. So še druge oblike, a tukaj vse te tri se ponujajo, ali kako? Zdaj v naši hiši mi smo v prvi vrsti znani po težavnostnem plezanju, vseh težav, se pravi od zelo lahkih smeri za začetnike, ali pa za tiste, ki si ne želijo pretiravati s težavami, ampak se želijo zgolj narekreirati, se razgibati, skrbeti za svoje dobro počutje, ker pač plezanje skrbi za celotno telo, za noge, roke, glava, koncentracija in tako. Tako da v bistvu težavnostno plezanje je primarna stvar v tej hiši. Imamo tudi balvansko steno, ni najboljša v mestu. Visoke stene so najboljše v Sloveniji, balvanska stena pa ni najboljša v mestu, vendar zadošča za nekoga, ki si želi to početi. Imamo tudi hitrostno smer oziroma hitrostno steno, to je tale leva stran, ki pada senca drevesa na njo. Tukaj smo imeli hitrostno smer, vendar je bilo povpraševanje naših obiskovalcev po plezanju hitrostne smeri tako zanemarljivo majhno, da smo to smer nadomestili z več drugimi raznovrstnih barv smermi, ker pač pridejo obiskovalci sem tudi sami in tukaj imamo samo varovalo in tukaj lahko plezaš sam. Se pravi, se pripneš in naprava te sama varuje, tako da, ko zaključiš plezanje, skočiš in te počasi spusti dol in tako naprej. Tako da je to zdaj precej bolj izkoriščen del naših sten, kot je bil pač prej. Tako da imamo vse tri discipline, ampak hitrost ni neka ljudsko vzeta za svoja disciplina. Balvani so zelo popularni, zlasti med mladimi, in pa težavnostno plezanje. Ampak kako pa poteka določanje teh
sten, se pravi, zdaj tukaj vidim pač milijon različnih trikotnikov, krogov, nepravilnih oblik. Kdo določa, kje je kaj in ali se to menja? Ja, definitivno smeri se menjajo nekje na tromesečni ravni, se pravi, vsake 3 mesece zamenjamo te smeri. To delajo izkušeni postavljalci smeri, ki se tudi uradno šolajo. Nekateri najboljši med njimi so uradno šolani postavljalci, drugi so, bom rekel, priučeni. Definitivno to ni kar tako, se pravi, to je treba znati. To lahko primerjamo s postavitvijo slalomske ali pa smuk proge pri smučanju. Se pravi, to običajno tam postavljajo trenerji za tekmovanja in za treninge. Tukaj pri nas so pa pač to fantje, ki so specializirani za to. Tako da v bistvu ti si najprej zamisliš, koliko težko smer bi postavil, oziroma a je to dolga ali kratka smer, a je to balvan, ta kratke so balvani, ta dolgi so pa smeri. Se odločiš težave, stil plezanja, a bo to majhni uprinki, a bo to veliki zaobljeni, navzdol obrnjeni uprinki, a bojo skoki noter, a bo to smer za majhne obiskovalce, a bo to smer za večje obiskovalce. In pa seveda tudi barvo moraš določiti, ker te smeri se plezajo tako, da ti slediš eni barvi in z rokami in z nogami. In zdaj, če si ti se od začetka, od tal do vrha smeri, do zadnjega uprinka držal, bom rekel, samo rdeče smeri, si uspešno splezal to rdečo smer in si sam pri sebi zadovoljen. In pa greš recimo na modro ali pa rumeno, kakorkoli, ali pa še eno rdečo. Torej, barve so isto kot pri smučanju, ki si omenil, a pač če jaz prijem na steno, ki ne poznam, lahko po barvi določam, katera smer mi bo bolj težka, se pravi tiste črne, ko pri smučanju so najbolj strme in podobno, a je pri plezanju podobno, ali ni tega standarda barv? Ne, barve so samo zato različne, da ti lažje slediš svoji barvi. To se pa postavljalec odloči, oziroma ta glaven postavljalec. Imamo Davida Debeljaka, ki je glaven za to, da določi, kje bodo koliko težke smeri, kakšne barve, kakšni uprinki bojo uporabljeni. Tako da barva ne pomeni težave. Težavo najdeš pa na listku, spodaj pri vsakem, bom rekel, enem izmed prvih uprinkov, v višini nekje prsi, je običajno ta uprink in na njem je listek, se takole v daljavi se mogoče vidi take bele listke in na tem listku piše ocena smeri, potem piše ime smeri, vsaka smer ima svoje ime. To so, tako bom rekel, včasih zelo domišljena imena, duhovita, družbeno kritična ali pa kar ena brezvezna imena. Tako, odvisno od navdiha postavljalca pa njegovega dnevnega razpoloženja. Pa seveda piše tudi ime osebe, ki je pač smer postavlja. Tako da dostikrat je potem tako, da imajo naši redni obiskovalci imajo svoje najljubše pa svoje najbolj prezirane postavljalce. Se pravi, od določenih smeri komi čakajo, da bojo plezali, od določenih oseb smeri pa nočejo plezati, zato ker vsak postavljalec ima neke značilnosti, na kak način postavlja zelo tehnično zahtevne smeri, a postavlja smeri majčkeno bolj na dolžino. Skratka, to potem počasi obiskovalci se spoznajo s tem, ponotranjo in se potem tudi tako obnašajo. Koliko pa pri plezalcih igra nek faktor, pač sam strah, recimo strah pred višino, ki ga imamo vsega do neke mere vsi, a potem, ko si izkušen plezalec, pač ne razmišljaš verjetno sploh o tem, pač tudi če si na 40 metrov, vedno si pripet, ali kako, ali se lotijo tudi ljudje, ne da bi se pripeli, do katere višine sploh se lahko gre na ta način, recimo. Zdaj v bistvu višina teh točk varovalnih, v katero vpenjamo vrv, označuje, do kam se sme plezati brez uporabe vrvi. Se pravi, ko si ti v tej višini, nekako z roko, moraš vrv imeti vpeto, zato da si potem varen. Ker če padeš z višine na tla, kjer ni blazinu spodaj, se pač poškoduješ. Ali manj, ali bolj. Tako da blazine pa
uporabljamo za zaščito pri balvanskem plezanju, so pa 30-40 cm visoke blazine v spodi, mehke, penaste, in te blazine ščitijo plezalce na balvanskih stenah, ki so visoke do 4,5 metra. Se pravi, do 4,5 metra se da plezati z uporabo blazin, kar je višji, mora biti vrv, oziroma vrv mora biti že tudi pri nižjih stenah, če v spodnji ni blazin. Tako kot smo tukaj zunaj, imamo sekance po tleh, tukaj imamo na 2,70 metrih prve varovalne sisteme in pač od tukaj naprej moraš vrv penjati. Tako da to je bilo prvo vprašanje. Drugo vprašanje pa bilo, kar se strahu tiče. Strah je naravna stvar, vsakega od nas je strah, to je varovalni mehanizem, samoohranitveni, tako da vsi se soočamo z nekaj strahu. Obstajajo pravi norci, ki niso nori, ampak so toliko divji, da jih praktično nikoli ni strah. Ampak večino nas je vsaj v nekem momentu strah, tudi ko plezaš. Če veliko plezaš, če pogosto plezaš in če imaš zelo v redu soplezalca, tazga, ki mu zaupaš, ki je primerno težek, ki je primerno pozoren, potem razvijaš s tem soplezalcem nek dolgoročen odnos in te ponovadi tudi potem ni več strah, ne glede na to, v kakšni situaciji, koliko visok si, zato ker mu zelo zaupaš. Plezanje namreč je sicer individualen šport, ampak je zelo pomembna je ta, bom rekel, družbena komponenta, soplezalec, naveza, druščina, s katero hodiš, bodi si na treninge, bodi si jo redno srečuješ na une dni, ko hodiš plezati. Skratka, družba je zelo pomembna in zelo pomembna tudi pri tem, kako se počutiš. Ne samo se dobro počutiš v smislu počutja v neki hiši, ki je dobra muzika, fajn osebje, dobre smeri, ampak tudi v bistvu, a te je strah, a te ni. To je odvisno zelo veliko od tvojega soplezalca. Če on ima znanje, če je zaupanje vreden, če ni raztresen, če glih ta prav čas reče spodbudno besedo, ki je tebi najtežji v steni, potem pa rečeš, to je midva sta zlata naveza. Super, gremo na kratko pauzo, kratke oglase, pa se vrnemo takoj tle nazaj v Štepca. Dobrodošli nazaj v Štepca. V plezalnem centru Ljubljana se nahajamo z direktorjem Matjažem. Matjaž, ti si lokalc tukaj? Bil sem Ljubljančan do svojega 26. leta, potem sem se pa na Gorenjsk preselil, bližje hribom, ki jih imam zelo rad, predvsem pa zaradi matere najinih otrok. Tako da zdaj sem tle lokalc 5-6 dni v tednu, drugače sem pa na Gorenjskem doma. A lahko pišeš zgodbo tega plezalnega centra? Se pravi, tisti, ki so štepanjska naselja, bo itak poznali, ampak mislim, da se že po Ljubljani ve, da zdaj res ena športna četrt le nastaja, rugby, bejzbol, softball teren, plezalni center, squash, kaj pozabljam, nogomet, seveda dvorana. Kdaj se je porodila ideja plezalnega centra, kako je nastal, kako se bo mogoče razvijal? To je zdaj vprašanje, ki terja več dni, bom pa probal hitro jedrnato povedati. Ideja o plezalnem centru je prava ideja slovenskih plezalcev. Prvi plezalni centri so v tujini začeli nastajati sredi 90-ih let, po Britaniji, Ameriki, po teh bolj urbanih delih Evrope, tudi sveta, Japonska, Amerika. Mi smo prve umetne plezalne stene dobili že kar dolgo nazaj, začetek 90-ih, tam, ko sem bil doma blizu Novih Jarš, to je pač na majčkem drugem koncu delu mesta. Vendar so bile te stene so postavili entuzijasti, alpinisti za svoj trening, pa se je športno plezanje precej razvilo. No, Slovenci so pa začeli množično se ukvarjati s športnim plezanjem nekje tam po letu 2000, ker sem tudi jaz sem še v 90-ih letih začel s poučevanjem. Skratka, vedno več ljudi je plezalo, tam od leta 2005 naprej je bil porast interesa za plezanje zelo velik. Prej smo bili mi čudaki, ljudje v poloverih, volnenih, tako pač friki, razno razni.
Potem je pa to vedno bolj množično postajalo. Otroci so radi plezali, starejši so radi plezali. Ugotovili so ljudje, da ni treba biti Tarzan ali pa Jane, da boš kaj splezal, ne rabiš rok z norim bicepsom, to je čisto normalne smrtnike, tudi ljudje s 100 kilami, tudi več so plezali in so se imeli dobro. In pa smo v bistvu mi, jasno ob pivu, na nek način gostilniško debato razvili do te mere, da so midva soustvarjalcem tega projekta, tudi Matjažem Doljakom, sva leta 2010 rekla, pa dajva midva to zdaj narediti. In sva dost manično pristopila k tej ideji, da bomo to bajto postavili tukaj, prej so bili vrtički. Midva sva bila v bistvu malo drobiža v žepu in sva potem začela idejo razvijati, risati, delati poslovni načrt, potem smo pridobila sovlagatelje, banka, zemljišče, projekt, izvedba, pač 2-milijonski projekt je bil to in smo potem leta 2013 decembra odprli to hišo, nismo se zmotili, ljudje so jo hitro vzeli za svojo, in v bistvu je postala premajhna po 1-2 letih. Sicer še zdaj v vsakem momentu lahko sprejemamo še kakega plezanja željnega samostojnega obiskovalca. Plezalne šole so dosti zasedene že tam nekje od tega časa, se pravi sredi avgusta, začetek avgusta naprej so že čisto polni programi za otroke. Za odrasle imamo skozi programe, tako da to ni problem. Tako da v bistvu tako je nastal ta objekt, potem so pa tukaj, mi smo bili prvi objekt razen hotela Bit v tem okolišu, potem je pa nastal objekt baza, se pravi indoor nogomet, se pravi, ko se reče mali nogomet, dvoranski nogomet bo prav. Potem imamo soseda, ki je tudi zelo pomagal pri našem projektu, to je Goran Miličevič, on ima dvorano za skvoš, super zadeva, se tudi lepo razvija, potem pač tle imamo itak že od nekdaj, tle je rugby, bejzbol, to je to. In v bistvu je pač prav lep becer kratu, tudi večkrat smo slišali, da so v bistvu Fužinčani pa Štepanci dobili tako par zvezdic pri vrednosti svojih nepremičnin, zaradi tega, ker se pač tukaj tako dobro razvija ta, bom rekel, dodatna ponudba. Se pravi, če si tukaj zdaj doma, Fužine so bile včasih tako na slabem glasu, za biti tukaj doma ni bilo neki kul. Zdaj je pa v bistvu v Fužinah prav kul biti doma. In to si nisem jaz mislil, to pač več ljudi in več mladih družin, ker vedno več mladih se sam naseljuje, to povejo. Fužine imajo tudi največ zelenih površin, kar si mogoče kdo ni mislil, ampak to je dejstvo. Tle imamo tudi fajn reko Ljubljanco, saj se hecam, da moramo ene par kanujev teh za veslanje kupiti, pa jih imeti tamle privezane, to bi bila dobra dodatna ponudba v teh vročih dneh, bi bilo super, po moje bi bilo to zelo dobro sprejeti. Tako da, evo, tle se razvija scena. Zdaj mogoče še na kratko, kar se tiče nadaljevanja zgodbe. Mi smo že takrat na začetku začrtali vizionistično, zlasti moj soimenjak Matjaž je bil tako zelo razvojno naravnan, jaz sem bil bolj operativc. On je bil pa tako zelo vizionarsko razpoložen. Mi smo že takrat predvideli še širitev tega objekta, tudi gospod Janez Koželj, podžupan mesta Ljubljana, nam je že preden smo ta objekt odprli, preden smo ga začeli zares projektirati leta 2012, nam je tukaj namenil prostor, v bistvu na nek tak urbanističen način je določil, kaj tukaj bo, tako da naš objekt zdaj čaka na gradbeno dovoljenje, da se bo povečal za 100%. Mi želimo to izvesti zdaj to zimo, ko bo prišla začeti z gradnjo. Tako da, če bo vse po sreči, bomo čez 1 leto, pa še kak mesec, imeli tukaj še enkrat večji objekt, ki bo lahko v enem trenutku sprejel preko 200 plezalcev. Tako da, to je ideja. The best, za konec sem še povej, a sam se lotiš vseh smeri? Ne, vseh se ne lotim, ene so pretežke, lahko bi se jih lotil, ampak mi je jasno, da to nima smisla.
si lomiti prstov, pa se zaletavati ob zid, ki ne moreš skozen. Grem pa z veseljem kdaj poplezati, je pa tako, no. Kovačeva kobila je bosa, ne. Jaz sem pa dostikrat plezanja želen, ampak tukaj enostavno včasih imam obe roke zaposlene z drugim delom, tako da dostikrat si želim iti plezati, pa ne grem. Ampak prihaja boljši časi, sem prepričan. Sem še to za gledalce delovni čas, kako, kdaj najdejo tle, so odprta vrata, dosti pozno tudi, ne? Mi smo boljši, kot vaš najboljši sosed, mi smo odprti 365 dni v letu, prav vse dni, od ranega jutra, dvakrat na teden, torek, četrtek od 6:30, pa do polnoči, ob nedelja do 10. Tako da razen tisti, ki hoče plezati po noč, je vedno dobrodošel v naši hiši, tako da pridite kaj pogledati, pripeljite prijatelje, majte se fajn. Matjaž, hvala lepa, srečno naprej s projektom in pa lepo zdrav vsem gledalcem Ljubljana TV. Gledamo se, čau. Hvala, živijo.